Zdaj v svojih vrstah pozdravljamo že našega naslednjega vodjo delavnice, in sicer Anžeta. Evo, živijo. Tako da se prvo predstavim, jaz sem Anžej, delam na Britanski mednarodni šoli v Ljubljani. Z vami so tukaj tudi trije študentje, Tijan, Samuel in pa Deljon. In tudi oni vam bodo predstavili današnji izziv, katerega smo imeli znotraj v obdobju karantene, da smo popestrili z simpatičnim izzivom, zanimivim tudi, da so mečki otroci lahko znotraj dnevne sobe, spalnice, mečki potelovadili, pa malo trenirali svoje mentalne sposobnosti. Tako da boste videli posnetek, kaj točno se dogaja, potem vam bojo pa tudi naši otroci demonstrirali in se bojo tudi lahko se pomerite z njimi, ali vam uspe to narediti. Ne potrebuje pa nič drugega, kot en koš, pa mečko nogavic ali pa papirčkov. Super, tako da ta čas, ko jaz pripravljam posnetek, poiščite vsi udeleženci koše in nekaj, kar boste lahko metali v koš. Vidite, če pogledate, mi smo takole naredili, par štumfov po tleh, en koš, v katerega bomo ciljali. Tako da čist enostavno lahko se znajdete. Doma sem jaz naredil s košom za smeti, seveda brez smeti. Evo, se bo videlo že. No, super, evo, jaz pa pripravim video posnetek, ki so nam ga pripravili v šoli. Super. Hey everyone, nice to see you again. Okay, new day, new challenge. This is called 3-point shooting sock challenge. This is how it works. You have 5 stages, 5 socks in each stage, just like in basketball. And you'll try to shoot and score with each sock, of course, into the basket. If you miss, it's a push-up penalty. If you miss with the white sock, it's 2 push-up penalties. And the challenge is, how fast can you go around to the finish? That's about it. You need a stopwatch, socks, basket. That's all you need. Now I'll try to do it. And try to beat me. I think it's not gonna be too hard. Good luck. You ready? Okay. Yes. Come on. Come on. Go. Okay. Challenge completed. Now I want to see you do it. Don't forget, share the videos. It's going to be great seeing you trying the 3-point socket challenge. It's kind of hard work if you miss. Good luck. So, I would basically say if it might be a bit of a problem, but it's easy just getting any A4 paper and just put it in a sort of a ball shape. We actually brought socks and try to prepare, try to time yourself. So in what time can you basically do the course? Of course, the point is in short amount of time. I will actually challenge my students here, and you can do it along as well. You can do as many stages as you like. We actually have 1, 2, 3, 4 stages, and each stage has 5 socks. Again, if you miss the hoop or the basket, you can have different challenges. You can do a push-up, which our kids will do. Ali še po slovensko, no, se govorim po angliško, malo poklicne deformacije. Se pravi, imamo
pet točk, na vsaki točki imamo 5 nogavic. Cilj je, da seveda zadanemo koš, če ga falimo, če zgrešimo, naredimo sklico, če je sklica pretežka, lahko naredite samo počep ali 2, to je kazen, se lahko čisto sami spomnite. Trik je pa v temu, da probate zaključiti progo v čim krajšem času, seveda čas se začne šteti, ko se vrže prvi met in zaključi, ko je zadnja nogavica ali papir v košari, košu. Tako da upam, da vam je razumljivo. Jaz bom zdaj, bomo potestirali naše študente, vsak se bojo pomerili med sabo, tako da bom tudi imel štoparico in bomo videli, kdo je najhitrejši. Probati pa zadeti čim več, drugače je treba migati, to je pa poanta te naloge. Tako da srečno, evo, mi bomo tudi začeli. Tako da vi pa kar sami probite, pa bi vas rad videl potem tudi na posnetku, kako vam bo šlo. Prav? Tako da, ok, fantje, kdo gre prvi? Ok? Prvi gre, evo, Tijan, štoparico imam pripravljeno in gremo. Boste naredili sklice, ne? Ok. 3, 4 in zdaj. Zadev. Zgrešil, sklica. In zgrešil, še ena sklica, evo. Gremo naprej. Tijan sklice dela. Krmo. Evo zadane. Zadev, zgrešil sklico. Ajde sklica, tole ni noter šlo. Evo je že utrujen, vedno več greši. Zadev, še 2 meta. Bravo, evo, še zadnji 4, ura je pripravljena, zgrešil. Zadev, evo, super, hitro, da so gledek se glede. Good. 53,59, super. In to nalogo lahko dejansko si prilagodite, glede na detaljo, glede na težavnost, si lahko čisto prilagodite po svojih zmožnostih. Evo dokaz, Tijan prvi je naredil v 53 sekundah in 95 stotinkah. Pripravlja se naslednji, ki bo Samuel. Tako da bomo videli, ali ga bo lahko Samuel prehitel uro 53,95. Bi pa tudi kar pol se probati majčkeno izzivati drugega v pisarni ali pa prijatelja, pa probati se kar malo igrati, kdo je lahko najhitrejši, v koliko času lahko to progo postavite. Rekord proge, bi se temu rekli. Tako da, evo, popredstavljeni. Samuel, 3, 4 in zdaj. Zadane. Zgrešil, sklica. Zgrešil. Na svoje tehnike, hodniško matanje. Zgrešil. Eno uporabljati košarke, si jih prijemov, izmeta, Samuel bo na delu zale sklic. Zgrešil. Tole je tudi utrujene roke. Samuel zgreši. Samuel greši, ali se ga vidi, ne? Evo. Še eno. Zadajene. Ali bo sedaj? Evo, Samuel pri nas
Trenutno drugi rezultat, 1 minuta, 4 sekunde in 77 stotink. In mi imamo tukaj še seveda De Leona, prihaja iz Francije, tako da, če bomo kdaj malo angleško vmes govorili, je čisto poklicna deformacija. Tako da, če kaj ne razumete, bom probal prevesti potem angleščino. Tako da kar, če imate še koga v prostoru, lahko pa še enkrat tudi vi sami ponovite, pa probati izboljšati prejšnji rezultat. Evo, imamo vse? Bobby, kako je šlo pa tebi? Bobby ni šlo dobro, precej zadihala, ker sem naredila veliko počepov. Lej, eni so za letenje, eni so pa za košarko, nismo vsi za vse. Lahko gremo pa letenje. Tako. Evo, mi bomo še kar mečkaj trenirali. Mi imamo še De Leona, še enega fanta, pa bomo... Go, De Leon, we're rooting for you. Pomagati roke. Ok, De Leon, bomo šli malo bližje. Evo, 3, 4 in zdaj. Ana in Nina, tekmujete z njim. Super. Good. Jej! Samo eno sem zgrešila. Jaz sem carica. Oh, lucky bounce. You have the wall. You have it off the left tablet. Oh, but you need to hit the wall. You are still the fastest. Elian. Oh, missed. Missed. You did one in. Oh. Oh. And Elian beat Samuel. 51. He can't beat me. Can't beat me. Kar veliko počepov dela, ne? Evo še zadnja. Je 4 nogavici. In vedno težje je. Več ko fališ, težje so roke. Še 2. Evo je konc. Bravo. Evo, minuta 19. Boys, can you prepare it one more time and audio? Da vidimo še učitla, kako gre učitlu. Ne vem, če bom premagal, ker so kar dobri. Mogoče, da bom grešnega, ampak ne vem pa, če vse. Gašper in Nastja, kako je šlo pa vama? Super, Gašper je šel 2-krat in na drugi krog je prehitev sebe za več kot polovico. Bravo. Wow, super, Gašper, odlično. Wow. Ok, bom jaz probal zdaj še otroke premagati, čeprav težko. Ampak bom probal. You have a longer arm. Ja, roke so, pravijo, da bom daljše roke, da je lažje. Možno. Tako da, De Leon, when you're ready. 3, 2, 1, go. Oh, come on. Too strong. Evo. You have 10 seconds. Za 1 sekundo sem premagal, 52 sekund. Bravo. Komaj. Come on. You want to go one more time? Yeah, okay, let's go. Yeah? I'm going to do it. Naši otroci hočejo še malo trenirati, tako da lahko se pridružite, lahko pa samo opazujete, ko je probal še mečkam premagati svoj prejšnji rezultat. To je čisto po želji. Kako gre pa vam? Vam gre v redu? Ja? Super.
Kaj je bilo najtežje? A ste delali sklece ali počepe? Čepe. Počepe. Tukaj lahko potem spremenite, lahko naredite 5 poskokov ali pa en poskok za kazen zgrešenega meta. Lahko se date, recimo, to je sploh težko, pa mečete svojo švohnejšo roko, ali z levo ali pa z desno, tukaj je ful veliko kombinacij. Tako da lahko še malo gledate, pa uživate, če želite. Evo, še naši boste še vsi en krog, jaz sem zaključil, ker sem utrujen. Tako da se imamo še 10 minut, tako da lahko še Super. pogledate enkrat. Evo, do gre zdaj spet Samuel. Evo, Samuel, si pripravljen? Drugi zadnji. Ja? 3, 4, zdaj. Dane. Smete, bo tako lažje, tako pole za Dane. Zgledaj šel, Samuel. Ajde. Op. Evo, za Dane. Za Dane. Skor. Evo, še 10 metrov. Ja, 2, še enega nared, Samuel. Tako. Težko je. Evo, od odboja. Super. Evo, še zadnja pozicija. Poglejmo, blizu Samuel. Evo, konec. 59 sekund in 98 stotink. Pod minuto se je spustil. Samuel. Evo, bravo, Samuel. Ja, nič, naši so kar noter padali, tako da bojo še izgleda, da kar mečken matali. A imate še kakšno idejo drugače ostali? Kaj bi lahko še naredili? Kaj bi pa vi naredili za kazen? Kaj se mi še zdi taka kazen, ki bi bila primerna? Razen počepov pa sklic. A imate kakšno idejo, da jim lahko probamo zdaj dati kakšno drugo? Samuel, kaj ti čekaj? To zdaj? Ne štime, ne trenirati. Ana, imaš ti kako idejo? Jaz? Ja. Pa ne vem, vse se najde. Kaj bi ste najdeli? Kakšne ideje imate še kaj? Kaj bi lahko našli, mislim, dali za kazen? Gašper ali pa Nastja, imate še vidva kako idejo? Kaj bi bilo na mesto sklec ali počepov? Ja, jaz imam eno idejo. No, daj povej. Trebušnjake. Trebušnjake? Lahko tudi probate trebušnjake. A mislite, da bi našli... Tijan, kako bi lahko trebušnjaka za kazensko naredil? Veliko knjigo. Veliko knjigo, evo, a bo še enkrat veliko knjigo? Ja, sej vem. Ok, bo še enkrat zdaj probati z veliko knjigo, se pravi, boste videli, to je vaja za trebušne mišice. Tako da je mečkan teže kot sama skleca. Tako da sklepamo, da bo tudi rezultat slabši, če bo veliko zgrešil. Ok, gremo. 3, 4, zdaj. Bravo. Super. 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 Hop. Bravo. Super. Super. Evo. Bravo, Samuel. Se bo skoraj to hiter, Samuel. Tijan. Bravo. Evo. V 1 minuti je naredil in 2 sekundah. Se pravi, 5 sekund. Ampak ste videli, koliko je to bilo veliko težje kot trebušnjak, kot skleca. Tako da, mislim, da bo probal. Would you like to try one more time? Who would like to try? You have enough. Vojaško sklico. Zdaj le razlagam. Se pravi, če zgrešijo, bojo skočili, šli dol in nadaljevali. Prav? Da bo mečkan različen izziv.
Tako da boste videli, kaj se da vse narediti, pa bomo videli, koliko se ura spremeni glede na izziv. Ok, Delian, ready? Ok, 3, 2, 1, and go! Good. Oh, jump. Evo. 40 seconds. Come on. You're on a roll. Good. Okay, up, jump. You always need to jump. Good. Lucky shot. Oh, jump. Oh, no. 2 times. One more time. Up. Evo, še 2 nogavici do konca. Zadnja. Še enkrat. Evo. 1 minuta in 11 sekund, če se vidi. Ničice, vi imate športne super moči. Čiste hudi, bravo. Fantje so res super. Gre še Samuel enkrat? Evo, še za enkrat imamo čas, a ne mislim, da. Absolutno. Evo, Samuel. 3-point challenge. Super. Kazen pa je. Gospod še kaj zgrešil. Minuta 4 in 73 stotink. Bravo. Je še eno? Ok. Enas je šel čisto odpadel. Evo. Tu je še 6. Še 3 minute imamo, dobre, tako da še Tijan želi še enkrat. Tako da... Tijan, mi smo s tabo. A bi šli vi tudi še enkrat mogoče? Vidim, da smo že malo sedeči. A bilo fajn mogoče malo ritke pretegati, da se nam oči zasedeli. A ste za? Dajmo še zadnjič. Evo, Gašper se je že vstal. Ana, dej še ti, no. A kaj gremo? Kakšne kazni gremo? Gremo samo navadne počepe? Ja, navadne počepe. Počepe, Tijan, samo počep navaden. Če zgrešiš, po vsej logiki bi mogel Tijan zdaj izboljšati svoj rekord, tudi če bo zgrešil veliko. Me je odločil. Tako da vidimo, ali bo ratal. A smo pripravljeni? Ok. 3, 4 in zdaj. Gremo na... Bravo. A daj! Super, Tijan. Ne! Bravo. Bravo, Tijan. Jej! Super, Tijan. Jej! Še 10 metrov. 5. Jej! Še. Jej! Ne imaš. Jej! Evo ga. Super. Evo. 45 sekund, Tijan je postavil rekord. Koliko ste naredili? 33 sekund, bravo. Super. Bravo. Evo, fantje, Samuel, come here, just so we say bye-bye. Hvala vam za še eno super delavnico. Evo. Guys, thank you so much for joining us. Eno sliko sem naredil, evo, tole. Se bomo lahko dali čisto... Seveda. Hvala vam, Anže, za super delavnico in se vidimo. Upam, da naslednje leto v živo. Absolutno, upam. Moramo se, ni vprašanje. Dogovorjeno. Igraj se z mano, igraj se z mano, igraj se z mano ti.